septembrom se bodo osnovnošolci lahko odločili za nov izbirni predmet – slovenski znakovni jezik. Učenci 7., 8. in 9. razredov ga lahko izberejo tudi za vsa 3 leta v obsegu 204 ure. Tako bo znakovni jezik, ki ga pri nas uporablja okoli 1500 ljudi, popestril in obogatil učni proces in je odlična priložnost za nadaljevanje učenja v srednji šoli. Cilj pouka predmeta je, da vsi učenci ob zaključku 3. leta učenja dosežejo minimalno raven A2 po skupnem evropskem jezikovnem okviru, uspešnejši med njimi pa celo raven B1. Prednosti učenja znakovnega jezika so številne, med njimi pridobijo jezikovno, komunikacijsko, kulturno, sodelovalno in socialno znanje. Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pojasni, da je predmet namenjen tako slišečim učencem kot tudi gluhim in naglušnim. Eden od pomembnih ciljev je, da se olajša komunikacija slišečih z gluhimi in naglušnimi, tako da ponudimo učenje dodatnega jezika, znakovnega jezika, ki je materni jezik gluhih otrok, sklene direktor Zavoda za šolstvo. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je eden od soavtorjev učnega načrta. Novost v našem šolskem prostoru Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, vidi kot priznanje znakovnega jezika v šolskem sistemu kot najvišjo moralno-etično vrednoto naše družbe. Da se takega ranljivega jezika ima možnost učiti tudi širša skupnost. In nadaljuje: z ozaveščanjem otrok dvigujemo tudi identiteto znakovnega jezika in poglobljeno razumevanje gluhote kot jezikovne in kulturne manjšine, sklene sekretar Juhart. Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ob tem dodaja: zagotovo je to korak do vključujoče družbe in korak, kjer uresničujemo pravico gluhih in naglušnih do učenja maternega jezika. Tudi v okoljih, kjer živijo. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije si bo v prihodnje prizadevala, da slovenski znakovni jezik postane obvezni predmet vsaj v specialnih zavodih za otroke z okvaro sluha.